prisotnim novinarjem, novinarkam. Zdaj od zadnje tiskovne konference na temo preiskovalne komisije, ki jo vodi poslanec Jani Möderndorfer, so se zgodili 3 pomembni ključni dogodki. Zdaj, prvega bi ostavil, kot veste, da je Okrajno sodišče v Ljubljani Slovenski demokratski stranki in predsedniku Janezu Janši zaradi minornega prekrška pri najemu posojila pri fizični osebi izreklo zgolj opomin. Zgolj opomin. Se pravi, še en veliki pok se je totalno izvodenel. Če so včasih ti izvozniki afere hodili na Finsko, so zdaj skočili samo do Bosne in tudi te velike besede Janija Möderndorferja o obdolžilnih predlogih, o strašnih kaznih, vse to je zdaj izvodenelo in je obskurnega oziroma ničnega pomena. Drugo točko, ki bi želel izpostaviti, je ta, da je ravno danes na odboru za kmetijstvo bila obravnavana točka sporno financiranje kmetijskih in živilskih izdelkov. Zdaj, tukaj tudi očitno druga delovna telesa oziroma drugi odbori pripoznavajo pomembnost določenih spornih ravnanj in ugotavljajo, da konkretno ta promocija je bila najmanj sporna, če ne že kaj drugega. Danes je na tisti seji bil tudi bivši kmetijski minister, sedanji predsednik Državnega zbora Dejan Židan in sam je dejal, da je prvi, ki bo sprejel tiste sklepe, se pravi, vsak sum se mora odpraviti, danes dejal. Tako da ne vidim razloga, da ne bi tudi kot predsednik Državnega zbora na kolegiju potem podprl razširitve predmetne preiskovalke, kar pa je tretja točka, ki jo hočem predstaviti. 9. maja, prejšnji teden v četrtek, je skupina 4 poslancev, se pravi Aleksandra Reberška iz Nove Slovenije, Zmaga Jelinčiča iz Slovenske nacionalne stranke, koalicijskega poslanca Marka Bandelja ter moje malenkosti iz Slovenske demokratske stranke zahtevala na podlagi 12. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi, da se parlamentarna preiskava, predmet in obseg razširi. Zdaj, preiskovalna komisija mora po poslovniku izvesti dokaze, ki jih zahteva 1/3 članov preiskovalne komisije. Se pravi, mi smo bili 4, ta poslovniško zahtevo smo izpolnili, zato mora predsednik Jani Möderndorfer kot šef te komisije in v imenu predlagatelja na kolegiju predsednika Državnega zbora skupaj z šefi drugih poslanskih skupin dejansko de facto to širitev tudi izvesti. Zdaj pa naj še samo enkrat spomnim, na kaj gre ta širitev, čeprav smo jo že predstavili na prejšnji tiskovni konferenci. Se pravi, poiskati morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij v prejšnjem mandatu, ki so odgovorni za maketo drugega tira, kot veste, jo je vodilo takratno Ministrstvo za infrastrukturo, prav tako ugotoviti politično odgovornost nosilcev javnih funkcij, prav tako iz 7. sklica prejšnjega mandata Državnega zbora, ki so odgovorni za sodelovanje agencije Futura pri tem istem projektu drugega tira, ki ga je vodila Republika Slovenija v kontekstu referendumske kampanje. Prav tako preiskati morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij, prav tako iz 7. sklica Državnega zbora z enormno visokimi zneski, se pravi, prej sem govoril, da je o tem odbor za kmetijstvo, razpravljal, se pravi, promocija teh slovenskih izdelkov in živil, je tudi ta tretja točka predmeta razširitve in pa seveda ugotoviti morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij, prav tako se sklicujemo na prejšnji mandat, ker je bilo teh nepravilnosti kar nekaj, zaposlene na Ministrstvu za delo, socialne zadeve in enake možnosti, ki jih je izvajala Agencija Pristop v kontekstu posla z reorganizacijo Centrov za socialno delo. Zdaj in pa seveda hkrati s tem, ali so bili vsi ti državni zdaj omenjeni posli izvedeni
z najvišjo transparentnostjo porabe javnih sredstev. To je ključno. So pazili na to. In pa, če so bile kakšne morebitne finančne povezave z temi državnimi posli, ter seveda financiranjem teh dveh strank, ki jih širimo zdaj v predmet in obseg parlamentarne preiskave, se pravi Socialnih demokratov in Stranke modernega centra. Zdaj pa še dovolite samo malo kronologijo. Ko smo 9. maja to zahtevo podprto z 4 podpisi, tudi poudarjam z podpisom koalicijskega poslanca, ki je očitno prepoznal nujnost širitve predmeta in obsega preiskave, je 10. maja naenkrat predsednik komisije Jani Möderndorfer sejo preklical in jo prestavil. Očitno ga je ta zahteva na nek način presenetila, kajti on ves čas govori, dajmo pospešiti, ne? Ampak zdaj, ko imamo podlago v podpisani zahtevi za širitev predmeta vsega preiskave, pa enostavno preklicuje seje preiskovalke. Zdaj, za zaključek bi želel še dodati, da druge možnosti, kot da predsednik razširi, kljub temu, da je ves čas z raznimi manevri poslovniškimi zavira delo preiskave. Glejte, 5 mesecev je minilo, v tem mesecu se naredilo ni nič, ravno zaradi te neaktivnosti, neažurnosti predsednika. Zdaj, ko ima spet dejansko že vloženo zadevo za širitev, pa jaz upam, da bom vendarle pohitel, zlasti, ker sam predsednik Državnega zbora, danes sicer v vlogi na odboru bivšega kmetijskega ministra, sam pravi, da je nujno raziskati vsake sume nepravilnosti v teh zadevah. Tako da jaz mislim, da tukaj več oviranja dela preiskovalke se strani samega predsednika v prihodnosti več ne bi smelo prihajati. Zdaj pa, spoštovani novinarji, če so še kakšna vprašanja, izvolite, sem na njih pripravljen seveda odgovarjati. Če ni vprašanj. Je bilo jasno. Hvala vam za prisotnost in lep dan še naprej. Svidenje.